Na Srednji prometni šoli Maribor so v sklopu prazničnega decembrskega dogajanja izvedli številne aktivnosti, v katerih so neposredno sodelovali tudi dijaki in dijakinje. Pri nas na prometni šoli Maribor je v decembru smo se odločili, pa tako kot vsako leto, da bo december tudi dobrodelno obarvan. Naši dijaki so pripravili, izdelali in tudi ročno zapisali voščila na voščilnice za vse oskrbovance doma pod Gorco. Ti so bili seveda tega zelo veseli. Potem so zbirali hrano in pa odeje, koce za zavetišče za živali in so potem naši dijaki skupaj s svojo mentorico dijaške skupnosti to odpeljali in v dom starostnikov kot tudi v zavetišče. Po besedah ravnateljice Srednje prometne šole Mire Jug Skledar gre za pomembno dejavnost, saj dijaki in dijakinje s participacijo lahko razvijajo tudi tako imenovan dobrodelen oziroma humanitaren čut. Prav tako smo danes za naše dijake skupaj z dijaki in učitelji pripravili božično stojnico z božičnimi dobrotami, kjer potem so naši dijaki pekli, predvsem dijakinje, pa tudi učiteljice, pekle, pripravljale, zavijale in potem ponujale vsem našim dijakom te božične dobrote. Danes je naše dijake obiskal tudi Božiček. Ugotovil je, da so bili vsi naši dijaki pridni in zato so tudi vsi naši dijaki bili obdarjeni z neko malenkostjo na ta način, da se tudi dijakom v bistvu zahvalimo za sodelovanje, ki ga pač vsa ta leta z njimi imamo. Obisk doma za starostnike pod Gorco in zavetišča za živali je vodila Barbara Čeh, sicer mentorica dijaške skupnosti na šoli. In moram povedati, da imajo naši dijaki in tudi mi vsi profesorji zelo mehko srce. In kar me je res razveselilo, da je bilo veliko praznih kletk. Na Srednji prometni šoli Maribor so v sklopu prazničnega decembrskega dogajanja izvedli številne aktivnosti, v katerih so neposredno sodelovali tudi dijaki in dijakinje. Pri nas na prometni šoli Maribor je v decembru smo se odločili, pa tako kot vsako leto, da bo december tudi dobrodelno obarvan. Naši dijaki so pripravili, izdelali in tudi ročno zapisali voščila na voščilnice za vse oskrbovance doma pod Gorco. Ti so bili seveda tega zelo veseli. Potem so zbirali hrano in pa odeje, koce za zavetišče za živali in so potem naši dijaki skupaj s svojo mentorico dijaške skupnosti to odpeljali in v dom starostnikov kot tudi v zavetišče. Po besedah ravnateljice Srednje prometne šole Mire Jug Skledar gre za pomembno dejavnost, saj dijaki in dijakinje s participacijo lahko razvijajo tudi tako imenovan dobrodelen oziroma humanitaren čut. Prav tako smo danes za naše dijake skupaj z dijaki in učitelji pripravili božično stojnico z božičnimi dobrotami, kjer potem so naši dijaki pekli, predvsem dijakinje, pa tudi učiteljice, pekle, pripravljale, zavijale in potem ponujale vsem našim dijakom te božične dobrote. Danes je naše dijake obiskal tudi Božiček. Ugotovil je, da so bili vsi naši dijaki pridni in zato so tudi vsi naši dijaki bili obdarjeni z neko malenkostjo na ta način, da se tudi dijakom v bistvu zahvalimo za sodelovanje, ki ga pač vsa ta leta z njimi imamo. Obisk doma za starostnike pod Gorco in zavetišča za živali je vodila Barbara Čeh, sicer mentorica dijaške skupnosti na šoli. In moram povedati, da imajo naši dijaki in tudi mi vsi profesorji zelo mehko srce. In kar me je res razveselilo, da je bilo veliko praznih kletk, da tiste živali, ko pa še iščejo dom, pa srčno upam, da jim bo uspelo. V glavnem vidimo, da so naši dijaki in profesorji zelo dobrodelni, da imajo čut do starejših, da imajo čut do živali, torej da so ljudje.
Srednja prometna šola tradicionalno velja za malce drugačno izobraževalno ustanovo, saj bodočim dijakom pred vpisom omogoča bivanje na šoli in spoznavanje njenega delovanja. Poleg tega pa ponujajo številne obšolske dejavnosti v vseh letnih časih. Žal ni možno vse, kar smo pač vedno predvidevali, ampak zdaj pa tudi je. Dijake spodbujamo k temu, da so aktivni, predvsem jih spodbujamo na to, da sodelujejo, da poskušajo biti ljudje na pravem mestu. Ni vse samo strokovno znanje, zelo veliko je, ker je za poklic tudi potrebno, ampak za sobivanje in pa za življenje je pa potrebno tudi to, da znamo prisluhniti sočloveku, da znamo človeku pomagati in to je tisto, kar mi zelo spodbujamo pri nas.